Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste znova v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 30. junij 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju je nastanek novih strank znak živosti in živahnosti strankarske demokracije pri nas ali nestabilnosti tudi vedno nove drobitve političnega prostora. Potegnili smo črto pod 33. festival Lent, tudi z intervjujem z direktorjem Narodnega doma Maribor Vladimirjem Rukavino. Z ravnateljem osnovne šole Videm Robertom Murkom o realnih dosežkih učencev in pričakovanjih staršev, o vsebinah, ki pri pouku manjkajo, ter o pasteh in priložnostih digitalizacije. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Predvolilni čas je v Sloveniji tudi sezona nastajanja novih političnih projektov, političnih strank. To se je kot stalna praksa v zadnjem obdobju posebno močno učvrstilo kot tradicija slovenskega, še vedno razmeroma mladega strankarstva. Istočasno nekatere stranke ugasnejo in se poslovijo z političnega prizorišča. O tem sta odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik in urednik spletne revije Fokus Pokus ter sodelavec Večera Marko Crnković že govorila v petkovem podcastu Večer za vikend. Vabljeni, da ga poslušate, če ga še niste. No, danes v Večeru objavljamo podrobnejšo analizo, pod katero se je podpisal Matija Stepišnik, ki ga zdaj pozdravljam v svoji družbi. Zdravo, Matija. Zdravo, Miha, zdravo poslušalke in poslušalci. Matija, uvodoma te prosim za kratek pregled. Katere politične stranke so v aktualnem predvolilnem obdobju že nastale in katere še bodo? Ja, politiki očitno še niso na morju, je na dopustu, ampak še na veliko pospravljajo po svojih pisarnah in se pripravljajo nekako na vročo politično jesen in kasneje zimo, ki bodo seveda sledile nove parlamentarne volitve. Zdaj, dolgo pričakovana novica je prišla pretekli teden, ko je svojo politično stranko, ustanovitev naj bi bila jeseni, napovedal evropski poslanec, sicer pa dolgoletni kočevski župan Vladimir Prebilič. Ta ima še nekaj odprtih vprašanj, stranko Vesna, pod zastavo katere se je uvrstil v Bruselj in Strasbourg med evropske parlamentarce. Kot vemo, je lani na politično prizorišče z demokrati prišel dolgoletni član in funkcionar SDS, bivši zunanji minister Anže Logar, še en SDS-ov odpadnik, če lahko tako reče, Mariborčan Dejan Kaloh je ustanovil stranko Suvereni. Potem pa imamo tukaj še Glas upokojencev, ki ga je zasnoval Pavel Rupar, prav tako vemo, gre za politika iz kroga SDS. Stranko Fokus je ustanovil predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Na sceno se je samostojno zgodbo vrnil tudi večni teflonski, so mu nekoč rekli, Karl Rjavec, ki ima po novem stranko Zaupanje, seveda pa smo ga bili vajeni iz raznih prigod iz Desusa. Sicer pa vstop v strankarsko areno napoveduje še bivši član Levice, poslanec, tovariš, kot si reče, Miha Kordiš. Istočasno pa se je z prizorišča poslovila stranka Konkretno, če še kdo ve, to je bila naslednica nekoč znamenite in zmagovite stranke Modernega centra, na začetku stranke Mira Cerarja in stranke Gas Alojsa Kovšce, ki se je pripojila Logarjevim demokratom. To niso več pravzaprav novi obrazi, kot smo jih bili navajeni v preteklem desetletju v slovenskem strankarstvu, ampak gre za bolj ali manj etablirane politične akterje, ki prihajajo na sceno vsak z svojimi načrti, vsak z svojim potencialom, predvsem pa prihajajo tudi z nahrbtnikom nekaterih bolj in manj prijetnih stvari iz preteklosti. Matija, kar nekaj si jih zdaj naštel, je to rojevanje novih strank, vedno novih, nekaj posebnega za Slovenijo ali v resnici ni? Ja, o tem sem se za članek, ki si ga omenil, pogovarjal z politologom z Fakultete za družbene vede Markom Hočevarjem, ki nekako ocenjuje, da je dejstvo, da pravzaprav takšne frekvence uspešnih strank, ki nastanejo tik pred volitvami drugje po Evropi, pravzaprav ni oziroma nikjer.
Gre pa predvsem za nek fenomen, oziroma vsaj doslej je veljalo na slovenskem levo-liberalnem polu, kajti na desnem sta dve razmeroma stabilni politični sili že nekaj časa, to sta SDS in Nova Slovenija, zraven pa še zunaj parlamentarna Slovenska ljudska stranka. A kar je novost, je ravno to, da se tudi na tem političnem polu v zadnjem času rojeva kup manjših strank, ker so očitno tam strategi dojeli, da Janša nima potencijala oblikovanja vlade in da potrebujejo nove lovilce volilnih glasov. Na levo-liberalnem polu so to vajo opravili že večkrat in je predvsem, kot ocenjuje tudi politolog, posledica hitrega razočaranja volivk in volivcev nad liberalnimi strankami in pa predvsem tudi strahu, da se bo Janša vrnil na oblast in potem se pojavljajo in nastajajo vedno nove in nove stranke. Zdaj na prvi pogled bi lahko rekli, da je vznik novih političnih strank nekaj dobrega, ker pomeni pač neko dodatno ponudbo za ljudi, ki imajo s tem možnost izbire in demokracija pravzaprav lahko rečemo, da diha s polnimi pljuči. Zdaj v idealnem svetu bi bile nove politične stranke predvsem odziv na neke spremenjene družbene potrebe, ki jih obstoječe stranke ne znajo nagovoriti ali pa jih ignorirajo oziroma jih ne prepoznajo kot nekih temeljnih razvojnih dilem. To bi lahko bila ekološka vprašanja, digitalna transformacija, demografski izzivi, stanovanja, mladi in tako naprej. A pri nas lahko ugotavljamo, da so številne nove stranke izrazito interesno motivirane. Velikokrat nastanejo predvsem s ciljem, da neki politični opciji zagotovijo dodatno število glasov za oblikovanje vlade. Torej so namenjene predvsem lovljenju v bazenu razočaranih volivcev. Nemalokrat pa opažamo, da imajo te stranke tudi prepoznavno kapitalsko ozadje in potem lahko delujejo kot nek podaljšek, prevodnik centrov moči. Je pa pri nas značilno tudi, da so te nove stranke velikokrat tako imenovani one-man bandi oziroma neki SP politični projekti, ki so v veliki meri vezani predvsem na voditelja in njegove interese in odvisni predvsem od njegove prepoznavnosti. Spomnimo se, takšen primer je bila stranka, ki sem jo že omenil, torej Mira Cerarja, ki je z zatonom njegove osebne blagovne politične stranke šla v razkroj in razpad. Kaj je ključno, da nov strankarski projekt zaživi in preživi? Ja, najprej je neka programska jasnost, neka vrednotna konsistenca, ki zagotavlja neko osnovno politično verodostojnost. Brez tega je seveda stranka zgolj prazna lupina, ki ne more biti posebej prepričljiva oziroma je lahko zelo hitro neka muha enodnevnica. Drugič, stranka potrebuje seveda neko organizacijsko vzdržnost, stranka ne more biti le voditelj, ampak potrebuje neko trdno strukturo s kadri, lokalno mrežo, z delovanjem in pojavnostjo na terenu. Tretjič, kar sem tudi prej že nekako omenil, stranke bi morale biti seveda neodvisne od poslovnih interesov in drugih političnih igralcev iz ozadja. Pokazati pa morajo seveda tudi neko sposobnost povezovanja. Demokracija naj bi bila prostor dialoga in ne zgolj preštevanja interesov in na koncu sedežev, ki pripeljajo do oblikovanja takšne ali drugačne koalicije oziroma opozicije. Ali je to nastajanje novih strank živost demokracije, strankarskega prostora ali nestabilnosti in drobitev? Tu bi ponudil najprej razmišljanje politologa Hočevarja, citiram ga. Pravi, da je lahko vse od naštetega, odvisno pač, koga vprašate. Tisti, ki vstopajo v politični prostor, seveda govorijo o živahnosti in živosti. Tisti, ki pa so že v tem prostoru, pa vidijo v tem drobljenje glasov, nestabilnost in tako naprej. Gotovo pa je zanimivo, da je zanimanje za nove strankarske projekte, ki nastanejo, kot sva rekla, iz različnih vzgibov in z različnimi ozadji, še vedno pri nas tako veliko, saj na drugi strani ugotavljamo že nekaj časa negativno selekcijo v politiki. Namreč, da se mnogi kakovostni kadri, ljudje z znanjem, integriteto, izkušnjami, ugledom, politiki vse bolj izogibajo.
ker politika je pač postala res v marsičem brutalna, vulgarna, brezkompromisna, za nekatere je cirkuška, tabloidna in na ta način zahteva v bistvu popolnoma drugačen angažma kot pred 10-20 leti. Marsikdo se v politiki ne želi umazati. A očitno je pri nas še vedno dovolj veliko število ljudi, za katere je politika privlačna in izzivalna. Kakšen pa je potem rezultat in pa njihov kakovostni doprinos teh novih projektov za demokratični prostor, pa je najbrž, Miha, vprašanje za kakšno drugo debato. Eno vprašanje še imamo v tem delu zate, kateri od teh strank, ki si jih prej naštel, pripisuješ možnosti za preboj v parlament oziroma da bojo resni player? Zdaj javnomnenjske raziskave Anžeta Logarja do neke mere že zaznavajo in ga uvrščajo med resne kandidate za preskok parlamentarnega praga. Drugi zagotovo resen politični akter bi lahko bil Vladimir Prebilič, ki se je na nekaj volitvah že izmeril in to z razmeroma solidnimi iztržki oziroma rezultati, a pri njem bo seveda potrebno počakati na dejansko ustanovitev stranke in seveda tudi ekipo, ki jo bo zbral, ne nazadnje tudi na program, čeprav je ogromno nastopal v zadnjem času in o njem veliko vemo, ampak kot že rečeno, v politiki je težko napovedovati, bomo videli, oktobra bo dejansko padla kocka oziroma bo strankarski projekt zaživel in potem bomo lažje ocenjevali dejanske možnosti. Zdaj, ostale stranke, ki sva jih omenjala, bodo seveda imele vsaka svoj nek cilj in nek potencial, ampak dvomim, da bi lahko resneje posegle v prvo ligo slovenske politike. Prva liga. O nogometu mogoče kdaj drugič, vseeno pa te vabim, da ostaneš v studiu, ker te bom ponucal, kot se po mariborsko reče, tudi v drugem delu. Z veseljem. V drugem delu gremo namreč na Lent, na nabrežje reke Drave in ulice, parke in dvorišča mesta, kjer je do sobote potekal festival Lent. Tudi sam si bil, Matija, v preteklih dneh večkrat na festivalu Lent. Kakšen se ti je zdel, kakšna je bila 33. izvedba tega festivala? Zdaj najprej moram reči, da me na Lent vežejo posebej lepi spomini, ker smo se novinarstva pred zdaj že dosti leti učili na Lentu in smo takrat res preživljali ogromno časa ob Dravi in na različnih prizoriščih. Lent je seveda, tako kot smo se vsi, spremenil, postal je drugačen festival, razširil se je z Obrežja na številna dvorišča, ulice, v park, pridobil je s tem neko dodatno dimenzijo in meni se zdi, da je pridobil tudi dodatno simpatičnost. Zdaj nekateri še vedno izjemno pogrešajo plavajoči oder na Dravi, denimo direktor Narodnega doma. Jaz v tem ne vidim, bom rekel, takšnega manka za festival, ker so ostali odri, ki se zdaj v bistvu vrstijo ob Dravi in ponujajo res različne žanre in formate umetniških užitkov, po moje kar dobro nadomestili ta festival. Drugače pa se mi je letos absolutno vtisnilo v spomin valjda dogajanje v Minoritih in okoli Minoritev, ne samo za afterparty, ampak tam so se, bom rekel, odvijali tudi sjajni koncerti in se mi zdi, da je to prizorišče v Maribor dalo neko dodatno draž, urbanost, neko sceno, ki smo jo mogoče kdaj prej tudi pogrešali. O festivalu Lent se je tudi v današnji izdaji Večera razpisal Jaša Lorenčič, ki je med drugim izbral top 10 neuradnih izkušenj za spomin. Ob zaključku 33. festivala Lent pa se je Jon Knez pogovarjal z direktorjem Narodnega doma Maribor Vladimirjem Rukavinom Gogom. Rukavina pravi, da so kljub številnim izzivom zadovoljni z izvedbo festivala. Citiram, upeljali smo tudi nekaj novitet. Šli smo na drugo stran Drave, v Ertov gozdiček. Zaživela so v prizorišča ob Dravi, uspelo nam jih je celo našminkati. Naredili bi še več, ampak nimamo denarja, pravi Gogo. Celoten intervju najdete v Večeru in na večer.com. V njem je govora tudi o prihodnosti festivala in o tem, da bo prihodnji bržkone zadnji za Rukavino kot direktorjem Narodnega doma Maribor. Tukaj pa je del pogovora Kneza z Rukavino. Torej, zelo smo se bali na začetku, seveda, ker je bil proračun pozno sprejet. Nismo vedeli, kako bo z državo in na veliko veselje potem seveda so nam pomagali zopet po 67. členu, ampak ne samo za festival, temveč tudi za naše druge stalne programe, simfonični, komorni in tako naprej.
Sponzorji smo delali zelo dobro, tako tudi tu se je šlo in kar smo zdaj čakali smo, če bo deževalo ali ne. Zaenkrat, kot se kaže, in to je najbolj važno, bi se festival moral iziti. Po drugi strani, če pa gledamo novitete, šli smo recimo na drugo stran Drave, Ertlo-Gozdiček, Bumerang, potem v bistvu ob Dravi prizorišča so zaživela, malo nam je uspelo celo jih tudi našminkati, kot se vidi. Tega mi je naredili še dosti več, samo ponavadi nimamo denarja, ampak letos smo rekli, nekaj moramo, če je len že lep, potem naredimo še mi nekaj, da bo lepše. Prizorišča so polna, ljudje so zadovoljni in to je čisto, kar je najbolj važno. In takrat smo zadovoljni, seveda tudi mi. Z ravnateljem osnovne šole Videm, Robertom Murkom, smo po koncu šolskega leta govorili o realnih dosežkih učencev in pričakovanjih staršev, o vsebinah, ki pri pouku manjkajo, ter o pasteh in priložnostih digitalizacije. Še preden je nastopil kot ravnatelj, je poučeval informatiko. Prepričan je, da je pri informacijski pismenosti mladih prišlo do velikih razlik. Zato zagovarja, da bi morala biti informatika obvezen predmet celo osnovno šolo. Hkrati je Murko prepričan, da otrokom manjka tudi več predmetov, ki bi jih učili praktičnih veščin. Kot je povedal, ni redkost, da učenci zadnjih razredov osnovne šole ne znajo uporabljati osnovnih orodij, kot so klešče in kladivo. Opozoril pa je tudi na pomen socialnih veščin, ki so v zadnjem desetletju dobile velik pomen v šolskem sistemu. Citiram, včasih so ta znanja ljudje pridobili s pomočjo družabnih opravil, kot je na primer ličkanje koruze. Ker takih opravil danes ni več, se morajo otroci veščin življenja v skupnosti priučiti, je še dejal. Mislim, da so v tem obdobju, ker se nismo tega pravi čas sistemsko lotili, nastale velike razlike. Imamo učence, ki so informacijsko zelo dobro pismeni, do tistih, ko so jim osnove, kot je Word, čist nepoznane še, ko pridejo. In to smo zdaj tudi v tem projektu e-šole poskušamo pripraviti nek koncept, kjer bi sistematično spremljali od 1. razreda digitalno opismenjevanje pa do 9. Zdaj bo tudi ta uvedba z naslednjim šolskim letom obvezne informatike bo maličko to zadevo izboljšala, sicer pa smo tu maličko zamudili, komplet šolski sistem, da nismo sistematično. Zdaj otrok, ki se bo zbral že v 4. razredu neobvezni izbirni predmet, prejšnje je dobil tu osnove, potem v 3. obdobju, ko meni 7. do 9. razred, si je lahko zbral od robotike, računalništva, omrežij, tisti, ki pa je šel mimo vsega tega in je prišel v srednjo šolo lahko s tako veliko razliko. To je bil Večerov dnevni podcast za včeraj zjutraj 30. junija 2025. Hvala, ker ste bili znova v naši družbi. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo.